Jaz pač osebno verjamem, da smo podjetniki neki super heroji današnjega sveta. Miha Hrovat. Gozdovi po svetu izginjajo, to je eden največjih okoljskih problemov, ki jih pač imamo. Daj malo povej več o tem izrazu. Purpose driven business. Naš prvi cilj je posaditi 1 milijon dreves. Podjetnik bogati na račun izsiljevanja, izkoriščanja ljudi. A jaz pa ne smem s podjetništvom delati dober, pa s tem obogateti. Včasih sam dost, da si good guy. To se mi zdi, da ljudje ful pozabljamo. Yes. Miha Hrovat. Ok? A je Hrvat, a ne? Hrovat je. Zdaj sem sam klaster fakt. Ne, sej pravilno. Horvat. Ne, Hrvat, pravilno. Ampak nisem jezen tudi za Horvat, ne. Vse vem, da nisi jezel, ker si nekoleren tip. To mi je všeč pri tebi že od zmeraj. Ni problem. Poznava se iz ameriškega fuzbala. Res je. Se spomniš še teh cajtov? Se spomnim časov, ko so bila nasprotje en drugmu, pa spomnim se še bolj časov, ko so bila skupaj na igrišču za isto ekipo. Stari. Koliko ti je dal ameriški fuzbal? Več, kakor sem si v tistem trenutku v bistvu predstavljal, da mi je dal. V tistem trenutku mi je bil pač to šport, ja, za katerega sem dal več, kakor bi, zdaj ko nazaj gledam, kakor bi mogoče tudi smel dati, da tako rečem. Sem dal pač on the line realno svoje telo v trenutkih, ko mogoče realno gledano to ni bilo najbolj pametno. Jaz sem je odnesel dobro, mrzdo od najnih prijateljev ne tako dober. Pismo, ja. Tako da jaz sem hvaležen za to, da danes normalno hodim in to mi je the best. Ja, kaj vse mi je dal, je pač, se mislim, da tudi sam veš, je. Bolj ne, tako kar razmišljam, vse je tudi ko v podjetništvu delam, pa tako v personal lifeu, skozi se vračam nazaj v te najbolj grind čase, ki smo jih imeli pač v ameriškem nogometu. Pač takrat sem se počutil, da sem tako najbolj živ bil takrat in tudi zdaj. Realno, tudi zdaj se velikokrat vračam v tiste čase kot v čase, ko sem se počutil najbolj živega, najbolj močnega, najbolj suverenega, najbolj samozavestnega. Zato, ker sem pač vedel, da nisem dal vse 100% dan tudi zdaj, ampak takrat je drugače, takrat daš svoje telo naprej. In si pač pripravljen narediti več kukar v vsakdanjem življenju. Tako da ja, leadership, vztrajnost, soočati se s strahom, kljub temu, da veš, da bo v tistem trenutku bolel, ampak moraš v tistem trenutku narediti tako, da bo strah oziroma človeka nasproti tebe mogel zaboleti malo bolj kot tebe. To je bil pač tisti mentality. Ja, in mislim, da je ameriški nogomet tudi tisti, kjer obaviva pač underdog, tlele pa mislim, tudi mi kot ekipa, tudi jaz kot človek, jaz nisem fizikalno gledano American football player ali pa kaj tazga. Jaz sem pač igral z glavo, pa boljšo tehniko sem imel od večine ljudi, zato sem bil dober. Ja, pa mislim, atlet si, a ne? To je res, ja. Tudi tako basket, karkoli te da človek igrat, se boš znajdu, se mi zdi, da to tako. A si veliko športov v lifeu trener? Ja, ful. To se moram pa očiju zahvaliti. Ja, tega je bilo pa res ogromno. Predvsem basket, ker se mi zdi, da je res ena taka super motorična osnova za marsikaj drugega. No. So noge, so roke, glava, tako da basket je bilo. Pa tudi pri ameriškem fuzbalu, stari, se spomnim, da malo ljudi je preletel tako, kot si ti preletel. Veš, to pri ameriškem fuzbalu je zelo redko, čeprav nekako predvidevaš, da človek, ki ga igra, bo imel tak mindset, ampak tako folk se je ustavilo, ne? Ti si pa letos. Enako pri tebi, vse veš, kako je. Pač. V tistem trenutku, po moje, da obaviva, kako je. Ni veliko ljudi, ki je sposobnih izklopiti tisti trenutek, kaj se bo zgodil. Pač, lahko se zgodi zelo slaba stvar, v večini primerov se pa zgodi pač amazing stvar, ki te naredi nerealno močnega v tistem trenutku. Pač, in ne vem, jaz se mi zdi, da so oba s tako mentaliteto v te tackle pač dvoboje šla in kljub temu, da so bila manjša od
nasprotnika, ki je pač pred nami bil. In kako se to lepo prenese na soigralce. Tako zdaj, ko nazaj gledaš, a veš, ker si daš mogoče zdaj v tem trenutku, ko nazaj gledaš malo več kredita za to, kaj dejansko si kot lider delo. Veš, ker si v tem trenutku, sploh če si malo bolj, če imaš nek malo bolj humble mindset, zelo tako gledaš, ok, ne, jaz pač sam delam to, kar sem kle, za to, da naredim. Ampak koliko enih ljudi je v tebi videl, v meni videl nek vzor, ki so mu lahko sledila in koliko je to pomemben za šport, pa tudi za life. Ker zdaj, če se gledaš kot vodja, podjetništvo, vse živo, ko ekipo vodiš, pismo ni dosti drugače. Ti moraš biti tisti, ki kaže, ki dela premike, ki gre čez strah. Se to pravim, da jaz osebno se tokrat vračam v te čase, zdaj bolj, kot takrat nisem o teh stvarih razmišljal, ampak takrat se mi zdi, da sem bil res hud lider. Res sem bil hud lider in velikrat se vračam pač v to, kaj sem takrat počel, da so mi ljudje sledili, tudi pač ljudje, ki niso bili nešportniki, niso bili nepripravljeni, ni pol toliko narediti, kot so recimo mi za ta šport naredila. Kaj sem takrat delal, da zdaj mogoče kot podjetnik dalekam pač na tem področju, pa da se spomnim, to smo takrat delali, to je, ne vem, coach govoril, to je ta coach govoril, to vse uporabljam, zakaj tega ne uporabljam zdaj? In ja, sem tudi jaz rabil v bistvu nekaj let, da sem prišel do tega, to je ista stvar, pač naredi to, saj znaš, saj imaš to si že delo. Daj mi en primer, ki si konkreten primer probi najdeti, ki si v podjetništvu element športa zelo lepo naredil ta transition in ga tam uporabil. Ja, tega imam jaz kar veliko. Sploh, ko je bila moja ekipa malo večja, kot je zdaj, mogoče smo šli pač kot podjetje smo šli korak nazaj, smo rekli, da je fuck it, bili smo odvisni od Facebooka, od cold adsov in smo rekli, da gremo malo spremeniti, spivotirati, najti nek proper izdelek, ima tudi nek retention potencial in pač pivotiramo, ekipa se je zmanjšala. Ampak to je ena stvar, v kateri sem ful užival, so recimo te mindset stvari, ki jih pač probam ekipi dati in razmišljam dobesedno isto, kot takrat, ko smo igrali ameriški nogomet. Ne vem, jaz vem, da kakšno stvar preberem, kako bilo to hudo, da bi še ostali izvedeli in jaz si en dan prej si zamislim, kako bom jaz ta govor naredil, kakor je tekma v slačilnici, preden grejo mi na field, pa ka vemo, kaj nas čaka, da pač tam je do or die varianta, situacija in velikrat se postavim v to situacijo, kako bi bilo, če bi bilo to pretekmo, pa ka imaš nek key point, ka veš, da je meni veliko pomenil, kako bi ga lahko na najboljši način dal naprej. In ne vem, jaz se trudim, da probam kakšno tako stvar predati, ka mogoče ima bolj čustveno vrednost, kakor uporabno vrednost, to, da človeka malo nahajpa, pa v tistem trenutku, ko nakaže najbolj, da gremo gor pa probamo nekaj z tega narediti. Hudo. Recimo, no. Ja, ne, lepo. Všeč mi je kako dejansko zdaj si najdel v podjetništvu, že tudi takrat, ko si začel s pivovarno, se bo tega itak dotaknilo, ampak kako si v podjetništvu najdel zdaj zase nek smisel, da lahko svet delaš lepši. To mi je bilo všeč, ko si mi rekel, ko sem te vprašal, kako bi se opisal, že pred podcastom, pa si mi nekako tako povedal, da v bistvu podjetništvo uporabljaš za ozaveščanje, za pomoč svetu z nekim trajnostnim pristopom itd. Tako, ja. Pa preden gremo mogoče na to, me zanima, kako si se odločil, da je čas, da boš imel nekaj svojega in štartov takrat davnega časa, pivovarno, mister. Je nekaj časa že od tega, ja. V bistvu moram niti ni predzgodba, ampak jaz samega sebe nikoli nisem videl kot podjetnik ali Jaz sem študiral filozofijo, študiral sem ruščino, oboje, dvopredmeten študij. To sem tudi končal, sem diplomiral. In moram reči, da sem se tej ideji podjetništva ful opiral, ker mi imamo družinsko delavnico, zdaj že 60 let. In sem videl marsikaj lepega, recimo podjetništva, sem pa videl tudi slabe strani tega, pač. Sploh recimo v neki tradicionalni branži, mogoče je v branži, ki sem jaz, je precej lažje, bodimo realni. Niso to taki hudo zakomplicirani procesi, pa taki, ni to high stakes, veliko bolj kontrolirano lahko stvari delamo.
In nekako nisem jaz bil najbolj navdušen na to smerjo, veliko bolj mi je bila všeč mamina stran, malo bolj akademska, ona je učiteljica pač sicer prvih razredov, ampak kakorkoli mi se mi je zdela ta pot veliko boljša. Ampak, gledano nazaj, jaz sem kot na faksu sem začel inštruirati, se pravi v bistvu delal sem nekaj zase, imel sem razporejanje, pač možnost razporejanja urnika, to se mi je zdelo ful dobro, ker takrat je bil faks, treningi pa inštrukcije, to je bil bolj kaj ne moj dan. Ja, najlepši del imel sem več denarja, kakor moji recimo vrstniki, ki so delali cele vikende. Jaz sem delal mogoče 10 ur na teden. Okay. Za vikend, če je bila le priložnost, kakšno ura več, ampak to je bilo pa to. No, to je prvi primer podjetništva. Še nazaj se spomnim, kako sva z bratom v osnovni šoli pekla CD-je z muziko, še nalimala gor cover in prodajala sošolcem s celim katalogom. Jaz sem bil mogoče takrat, ne vem, 3. razred, to je bilo še na Vencla Perka, to je ja, še predno smo se preselili, jaz sem bil 2., 3. razred mogoče. Pol je sledil, vem, da sem flipal ure, zato ker ure sem bile cool, jaz sem bil, ne vem, še zdaj sem Casio fan, ampak pač vse imam, ne vem, to notificationi, to sem mi cool, ko imam telefon na potih, tako da ne nosim več teh recimo standardnih ur, tako da to sem mogel pustiti za sabo. Flipal sem pa tudi telefone, ampak ni bilo nekega finančnega ozadja, razen to, da sem hotel imeti skozi nek gadget nov v roki in pa to, da sem imel vedno boljši telefon. Saj ni bilo nič posebnega, ampak vedno sem kupoval rabljene telefone, nekaj malega spremenil, pol leta ga imel, tacajt se je na bolhi najdel en pač kupac in prodal. Kupil malo dražjega. Nič nisem zaslužil, ampak vedno lepše gadgete sem imel v roki. Zatem sem pa ja, ne vem, a je bil filofaks, mogoče je drugačen faks, da tako rečem, ne vem, a sem rabil en poseben hobi in sem, ne vem zakaj, začel sem variti pivo. Vem pa, da prvič sem probal craft beer, mi je bilo čist crazy. Pira prej nikoli nisem pil, nikoli. In je bil to realno moj prvi nekako vstop v pivo in ne vem, ko me nekaj prime, jaz kar nekako razmišljam, kako bi zdaj to jaz naredil in tret, pa da mogoče pa da mi nekaj financira, a veš, da bi pa mogoče kaj boljš pa lahko naredil, ne da bi, ne vem, ful zaslužil s tem, ampak da bi šel korak naprej, skozi nekak, ker je tudi minus, ker iz hobija delam zmer posel. To je treka, ne. Zakaj bi rekel, da je minus? Zato, ker si vzameš ta playful joy. Ni več tega, dej, cajt imam, naredil bom. Stvar rata preveč resna. Ja, stvar rata hitro resna, ja. In si nisem dopuščal, da hobi ostane hobi. Teh stvari si nekako nisem, preperal mi je to, recimo, ful žal, moram reči, ali žal, ni mi žal. Ni mi žal zaradi podjetniške izkušnje, žal mi je zaradi hobija. Razumem. Ker se ne dotikam več pira, niti ga ne pijem več craft pira, ker sem ga imel preveč. Ja. No, vsake toliko cajt si kaj prvoščam, ampak to je pa to. Ja, in pol smo začeli, ne vem, variti in pol je pač gypsy pivovarstvo, nisem imel nikoli svoje pivovarne, draga stvar. Tako da Mali grad mi je tukaj največ pomagal, to sem imel ful hvaležen še danes. Hudo. In pol potem, kar naenkrat zazvoni v glavi, zdaj bi pa jaz rad sadil drevesa. Ne, bilo je v bistvu, jaz mi rečem, lahko bi bil tudi kakšen drug kos. To se je nekako vse malo poklopilo. Jaz sem takrat končal s faksom, mizarstvo so pa začeli kot prvi obrtniki v Sloveniji, so se začeli ukvarjati s CO2 izračuni in tudi konec koncev, kako lahko kot malo podjetje vrnejo naravi več, kot vzamejo. In je imel ful veliko smisla takrat pač za mizarstvo, da sadijo drevesa. Tako da v resnici je Jaka brat najdu to rešitev, a ne, sajenja dreves. Takrat sem jo zaključeval faks, Jaka pa Doman, no. Doman je tudi sodelavc takrat, ki je tudi marketing je. Velik del 3 leta. Ja. Nič več, letos smo se rešili, vsak svojo pot smo rekli, dajmo si nekaj časa, vsak nekaj noga sprobimo, you never know, še vedno lahko ustvarjamo naprej v prihodnosti. No in takrat se mi je nekako vse poklopil. Imel sem neko podjetniško izkušnjo s pivovarno, pač premajhne marže, tret, vedel sem, kaj določene stvari pomenijo, neke računovodske zadeve sem dal skozi take zadeve.
In sem začutil, da je prvič. Na faks ne grem naprej, ne bom več študiral, dosti je bilo. Imamo ideje in vse skupaj se mi je povezalo še z mojo neko otroško obsedenostjo, da posameznik lahko vpliva na boljši svet. Hudo. Ja, bil sem obseden z Michaelom Jacksonom. Še zdaj mi je to, bog. In jaz sem skozi odraščal ob teh muskah, Heal the World, ne vem, take zadeve, We Are the World, Man in the Mirror, take zadeve. Pač jaz sem človek, ki lahko neki spremeni in on je bil živ dokaz, da pustimo, ne vem, vse čeje okrog njega, nima veze, ampak dejstvo je, da je kot, ne vem, nek dobrodelen človek ali kakorkoli, da je model naredil vsega je svašta. In to mi je dal neko idejo, da pa mora biti tudi jaz lahko enkrat. Sam nisem vedel kako, takrat se mi je pa vse poklopil. Podjetništvo kot tekmovalnost, šport, kot ful sem se ukvarjal z moralo, etiko na faksu, pa še ta obsesija z neko, ali obsesija, ideja, da jaz lahko nekaj naredim, neko večjo spremembo, ne sem, ne vem, lokalno. In pa sama ideja, ki je prišla z mizarstva, za sajenje dreves, takrat je po meni kliknilo, vse se mi je povezalo, sem jako rekel, to pa to imamo, zakaj je to samo mizarstvo, to pa to lahko naredimo, take so šanse, čez 14 dni sem že risal za pestance na list papirja. Ker sem pač videl neke poslovne modele iz drugih, recimo 4Ocean, in tam sem rekel, ne kompliciraj, očitno se da nekaj s tem delati, dajmo to mi prilagoditi za drevesa, probimo, kaj se zgodi. V sami osnovi bi pa to nek podjetniški test, brain fart, ki smo rekli, nekaj naredimo, probimo, če se prime, gremo naprej, če ne, pa pač ne. Ok, in na točki, ki ste zdaj, če bi malo pogledal nazaj, da mi povej kakšno ali zgodbo ali pa stvar, na katero si zelo ponosen, ki si jo s tem projektom dosegel. Ja, več jih je, no. Prvo kot prvo bi rekel, mogoče nek humble beginning, če se stvari začenjajo v garažah. Prva nam 300 zgodba se je začela v vzorčnih vrtnih lopah v mizarstvu. Najprej smo eno vrtno lopo okupirali, pol smo drugo uporabljali še za skladiščenje in pač to je izgledalo tako, da stranke so prišle, ti so bile vzorčne vrtne lope, a ne. In pač prodajalci so kazali te vrtne lope, mi pa tam sedimo z računalnikom, 3 tipi, ki pač probamo nekaj delati tam, pa pač pakiramo, ni da ni, kličemo stranke, tret, tako nekako je izgledalo. No. Tako da že sam to, iz kje smo prišli, pa dokam, kaj smo iz tega ustvarjali konc koncev, pa nima veze, denar, tret, ampak ne vem, 100,000 evrov sam za dobrodelne namene, ker ne vem, za tako majhno stvar, kakor je 30 dni huge company. Ampak je pa company z dušo, no, ko bom rekel. Hudo. To mi je ful dober, pol itak naši tripi v Tanzanijo, ko vidiš ljudi tam, ki nosijo 3 let majice, to je pač amazing. Tam nekako malo začutiš, malo se skalibriraš, no, tako bom rekel. Kaj v bistvu nimamo vsak dan direktnega stika s tem, kar počnemo. Ne? To je malo tako. Ti da neko novo perspektivo, nek nov pogled, ja, te malo resetira v glavi. Ja, definitivno. Se pravi, sam povedal bi za folka posluša. Se pravi, biznis model je bil tak, da ste nekako prodajali za pestence in za vsako zapestence, ki ste jo prodali, se je posadil določeno količino dreves v Tanzaniji. Da ste vračali okolju nekako ta primanjkljaj oziroma odvzem CO2, ki ga podjetje dela. Tako, pa ni sam zaradi CO2, ampak v resnici ni neke blazne kalkulacije od zadaj, zakaj pač razen to, da je dejstvo, da gozdovi po svetu izginjajo, to je eden največjih okoljskih problemov, ki jih pač imamo, da bi pa zaradi tega se ful naslanjali na CO2 pa take stvari, jaz osebno ful nisem fan tega, no. Ker se izrablja v napačne namene to, ampak ne bi šel v teorijo zarote. Ne bi šel v to. Ker je bolj pomemben, kaj je point vprašanja, če še enkrat ponoviš? Biznis model, čist. Ja, biznis model. Ja, v osnovi gre pri nam za delež od prodaje bomo namenili za nek kos. To je basic tot. In kos je? V tem trenutku najpomembnejši sajenje dreves, ni pa edini. Okay. Sajenje dreves, recimo zdaj malo smo se evolvali, igrali, razne stvari testirali tudi in zdaj recimo imamo tudi razne zapestnice, tudi majice bodo imeli različne koze. Vsak izdelek posadi 3 drevesa, hkrati pa določeni izdelki podpirajo še
dodaten charitable cost, recimo 1 evro od vsakega izdelka, dodatno poleg 3 dreves, damo še, ali recimo zavetišče Horjul recimo za kužke, ali imamo pol, tukaj smo se povezali z eno organizacijo na Baliju, ki pobira plastenke s plaž, recimo pobiranje plastenk, pol imamo zdaj, bomo recimo majice, ki jo ti zdaj nosiš, recimo bo za mental health, pol bomo kaj za LGBT, to so my people, tako da take stvari, malo se bomo igrali s temi stvarmi, bomo videli, kam pridemo, prvič v življenju nimam nekih pričakovanj, kam nas bo to pripeljalo, tako da. Se pravi, v bistvu zelo lepo si nekako povezal podjetništvo z nekim večjim namenom. To je ves tot proces, v katerem jaz razmišljam. Ne bom rekel, da imam najboljši biznis model za to, daleč od tega, ampak ljudje se razvijamo, tudi jaz kot podjetnik se razvijamo, trenutno delamo to. Si pa želim pač, ja, da čez 10, 20, 30 let delamo pač neki mega z isto mentaliteto. Trenutno pa pač nekako probam sam najti nek finančni poslovni model, ki bo pomagal uresničevati našo vizijo, misijo, kakorkoli, delati s podjetništvom svet lepši, hkrati pa tudi finančno sustain razvoj tega, ne? Kar pomeni, mi moramo imeti maržo, zato da mi moramo ustvarjati profit, zato da razvijamo podjetje naprej. Bolj ko podjetje razvijamo eksponentno, narašča tudi naš pozitiven učinek na svet. Ljudje to sprejmajo, eni ne, ampak po vseh teh letih sem se nekako navadil, pač nismo za vse. Tisti ljudje, ki razumejo to, super, jaz pač osebno verjamem, da smo podjetniki neki super heroji današnjega sveta, ki če naše znanje uporabljamo v dobrobit, se lahko zgodi ena lepa magija, ker v profit kot sredstvo za razvoj, ne profit kot sredstvo bogatenja, recimo, kot je neka tradicionalna slovenska mentaliteta, ampak profit je sredstvo za razvoj. In če ta razvoj uporabljamo za to, da povečujemo pozitiven učinek na svet, se zgodi najlepša magija pač na tem svetu. Ne? In vse imamo lepe primere od večjih podjetnikov, tudi v Sloveniji že zdaj, recimo, zadnje Pipistrel, recimo, super primer, ali pa seveda Lukinova, ne? Primer, kako je s podjetništvom maksimizirati pozitiven učinek na svet. Kaj je Pipistrel naredil? Doniral, ne vem koliko, ogromno denarja nazaj pač občini, ne vem komu vse, da ne bom, vem, da je občini dal, zato ker so čez leta sredstva od državnih dobili in je povrnil iz donacijo občini gasilcem, ne vem, takim stvarem, ne vem, a je dejansko dal gasilcem, je povrnil to ne vem kolikrat nazaj. Ker dejansko to je bil denar od ljudi, ne? A mogoče veš iz glave, koliko ste dreves posadili? Ja, vem, ja. Naš prvi cilj je 1 milijon, zdajle bi znali biti čez 800 000. Ja, nekaj je, ja. Nekaj je. Od tega tudi nekaj v Sloveniji, konec koncev, sem tudi na to ponosen. Se pravi, si rekel, prvi cilj je 1 milijon. Se pravi, so večji plani tudi na tem področju sajenja dreves še vedno v tvoji glavi? To je kor, pač to je kor. Ne vem, kar se 300 tiče, je to kor. Okay. Ne razmišljamo, da bi kadarkoli v neki prihodnosti ali karkoli šli stran tega. Ne vem, kam nas bo pot zanesla, ampak trenutno ne razmišljamo, da ne bi bil to kor. Tako da ja, definitivno gremo naprej s tem. Pač to kot 3 let kot brand. Zdaj pa bomo videli, kaj bo tudi zdaj spremembe pa to prinesle, kaj se dogaja. Bomo videli, kam nas pele. Dejansko nimam pričakovanj. Ja. Škaj je lepo. To je ena izmed teh, od ameriškega nogometa, isto. Se tudi zdaj se spomnim, zato ker ne vem, tokrat smo, zakaj moram skozi na harta, ne, daj ta potrpežljivost, pa sam spomnim se, da je tudi podjetništvo igra. Ti lahko daš sam, vse, kar lahko narediš, je, da daš maks, pa greš brez pričakovanj pol v tekmo, ali kako ne rečem. Ker ti veš, jaz sem sabo pomirjen, ampak do zdaj nikoli nisem bil pomirjen. Jaz sem se vsak, ne vem, december so se tresel, kako nam bo šlo, ker je bil december, pač v 20 dneh smo naredili pol prometa. Januar sem se pa tresel, dobesedno roke so se mi tresle vsak let. Na kere račune sem pozabil, pa bojo zdaj prišli. A ne?
Tako da sem rekel, da je model chill. Igra je, naredi vse, kar lahko, ampak ne rabiš z glavo skozi zid, brez pričakovanj, tako da prvič dejansko malo. Ja, jaz mislim, da to ni naključje, ampak da je to pogojeno s tem, ker si izbral res dober smisel, res dober why. Ne? Veš, zakaj to delaš in se zavedaš tega, da vse, kar moraš narediti, je narediti samo vse, kar je v tvoji moči. Torej, delati po svojih najboljših močeh. In tvoja pričakovanja oziroma tvoj rezultat oziroma povratna zanka, da delaš dobro, ni odvisna od nobenega drugega kot tebe. In sam do sebe imaš dosta accountabilityja, torej si sam sebi dosti velik kritik, da točno veš, da vse premike, ki jih delaš, tudi zdaj, ker so spet neki skoki v neko nepoznano področje, jih delaš samo zato, ker veš, da ti bo pomagal dvigati limit, da vidiš, koliko si sposoben. Ampak si pa siguren, da boš vedno delal po svojih najboljših močeh in to je ful lepo. Ja, se mi zdi, da mora človek do tega priti. To je moj recent neka ugotovitev ali nekaj. Ja. Se mi zdi, da nekaj je, kaj jaz od sebe pričakujem. Nekaj pa, kaj drugi ljudje od mene pričakujejo. Mogoče je tudi ta podoba moja izkrivljena, kaj ljudje od mene pričakujejo. Ampak ne vem, podoba, mogoče ljudje od mene pričakujejo, da ostanem podjetnik. Ampak to je njihov pričakovanje. To ni moj pričakovanje. Ali pa ne vem, ali pa da ostanem, ne vem, športnik ali pa pivovar ali pa inštruktor. To niso moje pričakovanja. Ja. In se mi zdi, da je včasih ful človek more malo, saj tudi zdaj nisem bulletproof. Ampak težko se mi zdi, da je najdeti ločnico med tem, da odsekaš pa rečeš, fuck it, to je moj life. Kako si ti to naredil? Ja, tako da ti morajo to vse okurati. Večkrat. Multiple times. Ja. In si reči, mogoče je pa življenje tudi mogoče kaj več kukar to, kar zdaj ustvarjamo. Jordan Peterson ima en lep stavek in sicer, da se moraš ti večkrat redefinirati v lifeu, da sam na tak način lahko prideš do unga, ki ti je res namenjen. Daj na točci. In se mi zdi, da imaš zelo odprto glavo, kar se tega tiče. Tle se lahko ful povežem s tabo. Ker lih to sem tudi jaz govoril, zakaj bi mogel biti neki, vzeti neko identiteto, ki sem si jo jaz nalimal, itak, ne vem, American football player ali pa ne vem, vrhunski marketingaš itd. In me folk potem pozna in tako, kot si rekel, pričakujejo od tebe, da boš to ustal in da bom delal zdaj webinarje o Facebook adsih, pa o influencerjih, pa ne vem o čemu sem. Ampak jaz sem tako pismo, mene ni strah biti v nečem slab, ker bom s tem začel, A bi rekel, da je to ta tudi premik v glavi, ki dejansko... Ne vem, meni se zdaj le opisal to, kar sem jaz čutil zadnje pol leta. To je to pač. Nimam kaj za dodatno. To je to pač. Da si sam enostavno rečeš, ne vem. Pa jaz upam, da bo tudi tako ostalo. Ta trenutek mi je to ratalo, kako ne rečem, sebi. Mogoče mi kdaj spet bom imel težavo, pa se bom mogel spomniti spet na te čase, to ti je že uspel. A veš, pa mogoče je malo procesa, kako ne rečem. To je tvoj cookie jar rata, veš, cookie jar, skleda za piškote, Gogin se poznaš. Ja, poznam, ja. No, se pravi, ti vedno lahko sežeš kle not, pa vzameš ta piškot ven. Kle sem že bil. Vem, da bom premagal. In zdaj mi je mogoče težko. Sam se zavedam, da pač je težko v redu, bom pač naredil tudi, če je težko. Strah me je, prav bom naredil to prestrašen. Tako se mi zdi, da govoriš z enim takim mirom, ampak oba veva, da prideš do tega miru v glavi, moraš preiti čez vse te emocije, strahu, stresa, anksioznosti, a sploh spadam sem, kaj sploh od mene kdo pričakuje, a sem sploh dosti dober, a gremo v pravi smeri. In kar si že prej rekel in mi je bilo ful všeč je, da si že pri 7 letih, 8 nekako čutil, da je tvoj namen povezan s tem, da boš nekaj naredil za ta svet. Koliko se ti zdi pomembno to, da človek posluša ta notranji glas, ko gre čez svojo pot in kako si ga ti slišal? Ne vem, če sem to dojemal na ta način, ampak ne vem, jaz nekako zmer razmišljam bolj ta pač probi, če bo šlo ok, nadaljuj, če ti ne bo več ok, premisel. Če ima to smisel. Ker pač, recimo, to mogoče izvira iz te naše družinske, recimo... Podjetja? Ja, družinskega podjetništva, ki je pač, ima neko, kako bi rekel, krvno odgovornost, in je zelo težko prekiniti.
Tam je zelo težko prekiniti pa reči, jaz pa zdaj ne bom več tukaj, zdaj grem pa jaz delati nekaj svojega. Seveda se da, ampak je težje. Pa tudi je precej enih dejavnikov, tukaj je družina vmes, ne vem, pač ne samo relacija oče-sina. Ne. In mogoče mi iz tega imam jaz nekako to srečo, kako ne rečem, da me v začetku te stvari niso zanimale in sem neobremenjen tega družinskega podjetništva. V mojem primeru je to velik plus, recimo lahko pa to človeku ful ustreza. Ne vem. Jaz sem v mizarstvu se jaz nikoli nisem videl in to tudi pač vsi v družini vejo. No. Sej sem zelo drugačen, zelo drugačni stvarmi sem se ukvarjal. In mogoče je ta neobremenjenost, mogoče mi daje malo lažje mogoče te odločitve, ali kako ne rečem, da rečem, ne vem, Meni je tvoj brat zelo lepo mi je enkrat tvoj brat rekel na basketu. In ko sem ga vprašal, a je tebe vedno mizarstvo toliko zanimalo, da to delaš, pa da tudi to temo objavljaš okoli. Pa mi je rekel, ne, mene mizarstvo ne zanima, me pa zelo zanima podjetništvo. In sem bil tako, ok, v redu. Pač, tudi če si ti v nekem družinskem podjetju, ne, dejansko podjetništvo je tisto, ki ti bo lahko zelo pomagalo, ne glede na to, kaj to družinsko podjetje dela. Ja. In takrat mi je tako malo odprl glavo iz tega vidika, tako pač ne rabiš biti zaljubljen v to, kar podjetje dela, lahko si zaljubljen v to, kar ti delaš oziroma kar lahko doprineseš. Mi da sem imela crazy support, no. Vedno ga imamo za vse. Od staršev. Ja. Čeprav noben od njih ne izhaja iz tazga okolja. Bi rekel tako supportive. Tako da Kaj pa je bila kakšna? Sem ful hvaležen za to. No. Kaj je bila kakšna stvar, ki bo mogoče zdajle zacinglala, ki bi jo poimenoval kot težko, ki si jo mogel dati čez? Lahko je iz podjetništva, tako ena ovira, ki si jo premagal, pa si recimo imel ta support, pa kako se je pokazal? Ja, mislim, če govorimo o podjetništvu, je ena itak, v mizarstvu smo imeli vedno, to je vedno nekako bila tanka meja, to je gradbeniški posel, ne, in tam so tanke meje, tako da jaz ne vem, že od otroštva poslušam valjda dobre stvari, ampak tudi te mejne stvari. Tukaj smo kot familija, se mi zdi, bili ful močni, pa smo kot, neki so tudi bolezni, ne vem, oče je prebolel raka, takrat smo kot, tam se mi zdi, da smo kot družina, se mi zdi, da ful pokazali ta naš spirit, ker nismo se sploh obremenjevali, to sploh ni, that's not an issue, pač to bomo zgurali, ti boš to dal čez, nismo se obremenjevali s tem, koliko je bed, koliko je to, nič ne moramo untret, pač to je, taka je realnost in pač gremo čez, ne. In v tistem času, ko je oče zbolel za rakom, se je pa tudi zgodil, jaz sem dobil na dom 2 kazni. Vodice radar. Omejitev 40. No in jaz sem dobil kazen za tja in dobil sem kazen za nazaj. Ne? No in pride pošta, dobi mami, oče je bil takrat v bolnici. Pa nekaj časa pač sem se že vozil na Gorenjsko, da tako rečem. No in očeta, mislim, mami to dala, verjetno nekaj kazni se dubo, a ne. Tako jaz gledam tist, sem rekel, mami, ti veš, kva so te kazni? Pa tako pojma nimam. Pa tako, na Gorenjsko se furam skoraj vsak dan, zato ko imam gor fanta. No in to je bil moment, to je bil moment, ko sem jaz mami prej povedal, ampak dejansko sem bil nekako ali osebno out ali nekaj. Nikoli tega nisem skrival med prijatelji, ampak vsem sem pa rekel, ko bo res, ne vem, za starše, družine, vsem se mi zdi, da malo drugače. Ne vem, mogoče sem jaz to vsem z nekim respektom na te stvari gledal takrat. Sem rekel, ko bo pa kakšna resna priložnost, ali kako ne rečem, tudi ko boš ali kakšnega partnerja imel ali karkoli, da bi bil pa takrat ta pravi čas, da to poveš. Ker tudi tukaj ne bom rekel, da se definiram ali karkoli, ampak sem pustil odprte možnosti tudi za, ali da imam fanta, ali da imam punco, ali karkoli. Je bilo pa zanimivo, no. No, sej, sigurno sem. Kakšen je bil pa, zdaj se bo dotaknila, kakšen je bil pa občutek, ko si to povedal? Tako, mislim, veš, že sam zaradi tega nekako pričakovanja od družbe, da si to, kar si, ne,
Kako si se počutil? Ker sem povedal mami, Ja, da si povedal lahko nekomu tako blizu, ki nisi vedel, kako bo to sprejel. v tistem trenutku, to je bil ta obdobje v bistvu začetka ameriškega nogometa, tudi ko sem se jaz počutil ful suverenga v te stvari, ki jih počnem. Tako da se spomnim, kako sem to povedal, da je bilo tako, lej, it's a fact. Lej, na ta način sem šel, lej, to pa to je, gor imam fanta, furam se in nisem nekaj razmišljal, ok, ja, v tistem trenutku valjda pol fakt dejansko s to povedal, a ne? Ampak itak ta prvi odziv je tudi mami, lej, vedela sem. Ok, kako pa je sprejela, mislim? V redu, pač mami super, oče tudi v tistem času nismo nič povedali, ker sem bil v bolnici. Ja. Mami je bila vrhunska. Vsaka čast. Ja, se pravim, kar se moje staršev tiče. Ja, mislim, ste mi dali res vse. jaz sem to zvedel. Družina nasploh. Ja. Jaz, ko sem to zvedel, zvedel. Je bilo pač preko športa, ne? Meni so povedali, so igravci, ne? In sem tudi takrat jaz tako ta prvo, a veš, kar sem začutil, je bilo malo tako wow, ne? Ja. Človek ne V pričakuje. ekipi, kaj, a ne, kako. Ampak pol dejansko sem videl, pa, a se je kaj spremenil zdaj, ko to vem. Isti si, a ne. In tako mislim, ne, a veš, tukaj tudi tebi je treba dati respekt, kako to nosiš, tako ni to zdaj da te definira, tako kot si rekel, ampak pač kaj, a ti vsakmu govoriš, da si straight, gor. Ja, točno to je. In to mi je ful všeč. Takrat to je bil moj največji underdog asset, ki sem ga imel. To mi je bil največji underdog asset. Mislim. Ja, prav to sem imel v glavu, ne vem, če mi je tako. Nekako mi je bil to dodaten zagon, ali kako ne rečem. Lej, zdaj bom grdo rekel, ampak lej, peder te hara. Lej, kva ti dela. Pač, tako, to je zdaj grdo, ampak to sem je takrat, to sem se včasih govoril, pač to je dejstvo. Ne vem, tak nek oseben, tak je tabu, sploh v ameriškem nogometu. Ja, itak. Je ali mogoče ali tabu, ali neki človek, ki res ne pričakuje v takem športu. V športu nasploh. V športu nasploh se tudi predstavljam, ampak tukaj sem imel najbolj tako resno izkušnjo športa. Ja. Ampak ja, jaz si, ne vem. Kaj pa so igravci takrat? Mislim, to se je zgodilo še preden sem jaz začel zagajati. Kako so pa oni sprejeli? Jaz sem mislim, da to že po moje ta prvo let. Nikoli nisem tega dejansko kaj ful skrival, kakorkoli. Pa isto ne napihval. Niti ne napihval, pač valjda so bili joke gor dol, ampak nikoli nisem iz tega. Najboljše joke v tem. Ja, itak. ni to nikoli, da ne vem, da bi iz tega karkoli. Pač, to je realnost. Tako je. Ja, točno to je. Pa se pravim, lahko bi imel tudi punco. Pač, zdaj, ne vem, ja, itak, najlažje razložiti kot, ne vem, ali gej, da to je človeku najlažje razložiti. Lahko bi bilo pa drugače. Ne vem. Sigurno. Jaz ne vem, jaz tudi za punco rečem, ne vem, da je lepa. Tako kot za tipa rečem, da je lep. Pač človek, ki je lep, to, ne vem, tako jaz na te stvari gledam. Čez hud si hud, pač tako je. Ja, še zmer se mi zdi, da je taka ena zelo velika tabu tema in da te movementi, kjer se malo preveč te zadeve napihujejo, ali pa ljudje, ki se tega mogoče letujejo na malo napačen način, veš, s tem obrambnim mehanizmom. Ja, da že to, kar ti pove, je kar tako juno, vse mi je, kaj si misliš. Človek se sploh ne veš, kako bom reagiral, zakaj je treba tako, a ne, na ta način. Jaz mislim, da to izhaja iz samozavesti, veš. Ja. Moja samozavest je včasih previsoka. Ne, prav je, tam je, kam mora biti, to je meni ful všeč. Zato mogoče jaz nikoli nisem bil obremenjen s tem, kako bo človek, s katerim se pogovarjam, odreagiral na to, ker dejansko nič nimava. Pač, lahko tudi rečeš, ne vem, meni greš pa na živce. Ja. V redu. Nima veze s tabo, ne? Ja, to ni pač, ti pa meni ne greš. Ja, kva ne rečem. Ja. Ni to moje čustvo. Ampak ja, moraš imeti neko varno okolje, da se to greš. Jaz vem, da nimajo tega vsi. Ne, definitivno ne. Tako da jaz vem, da je pač nek varno okolje, ki sem ga vedno imel in doma in med prijatelji in med soigravci. Da mi je to dal vedno pač nek edge, iti korak dlje, kar si večina ljudi bi v nekih situacijah upala. Sem si ga lepo ti soustvaril to okolje, veš, s tvojim obnašanjem, s tvojim pristopom, s tvojo iskrenostjo. Tako kot ti. Ja, tako kot ti, vse veš, kako pač tukaj se rab nabrati na par ljudi, ki isto razmišlja
In pač dobra kultura, ne vem, ustvarja pač dobro okolje, pač Točno to, ja. dobri lideri Točno to. naredijo to okolje. Ja, in tako ga ti delaš tudi v eno zelo lepo besedo, si mi izbral. Mislim, da je bilo purpose-driven business, si rekel. Da je to, s čimer se ukvarjaš. Ne? To je to, ja. Daj malo povej več o tem izrazu. Purpose-driven business. To je ena stvar, ki se mi zdi, da v Sloveniji zdaj počasi malo prihaja. No? Ampak siguran je bil Trislet eden tak res prvih, tudi malo bolj obširnih primerov tega, kaj to pomeni. Again, it's not a perfect example. Jaz se to zavedam, ima svoje pomanjkljivosti. Ja, ok, je moj, ampak je pač poskus, iz katerega lahko mogoče kaj več nastane, ni perfekt. Ampak jaz sem prav razmišljal, veliko sem razmišljal, kaj to purpose-driven business sploh je v osnovi. Jaz razmišljam o tej stvari tako, da je prvo pri purpose-driven businessu je pač to, da te žene naprej nek impact, ki ga hočeš narediti in verjameš, da če ta impact res dobro delaš, bo tudi finančna nagrada prišla. Tako nekako si jaz te stvari razlagam. Ampak purpose-driven business sem pa naprej razmišljal, je lahko, delač od tega, da je to lahko sam, purpose-driven business je stvar vrednot. Prvo founderjev, pol pa pač tudi ožji krog zaposlenih, da tako rečem, valjda se pol zaradi podjetja zgubi tudi ta nek purpose. Ne? Mogoče tisti purpose founderja nikoli ne bo kar nek purpose operativnega, ne vem, zaposlenega, itak da ni isto. Hočem povedati to, da je lahko purpose-driven business zelo široka beseda. Recimo, to, kar recimo ti počneš, je tudi lahko definiraš kot purpose-driven business. Moj mišljenje, ne vem, milijon ljudem najde svoj passion v podjetništvu. In če bom to delal res dobro, bom finančno nagrajen. Ja, vprašam te zato, ker meni se zdi to edini smiseln način delanja biznisa. Zame, a ne? Ja. Verjetno tudi zate. Sam ljudje ne razmišljajo o tem. Ljudje razmišljajo kontra. Sploh, ja, zdaj nove generacije se to spreminja, ampak neko tradicionalno podjetništvo, kjer je res dobra ideja, ki nam naredi dobro denarja, pa ok, zdaj imamo pa veliko denarja, dajmo zdaj malo dobrodelnim organizacijam, pa dajmo malo pomagati, pa malo pomagati. Pač ne vem, meni se zdi, jaz se ne grem, ne vidim se v podjetništvu, ki nima v sami osnovi ukomponiran nek why, nek višji goal, ki ga s tem hočeš doseči. Ni skrivnost, saj tudi jaz hočem narediti multimillion biznis. Sam jaz hočem narediti ta biznis tako, da na koncu, ko zaključimo to pot, si rečemo, kapo dol, biznis, svašta, tega nismo pričakovali, ampak lej, kva smo naredili. Nek višji smisel. Ja, to lej, kva smo na tej poti naredili. To mi je tisto, kar hočem pač doživeti v življenju, kar rečeš, lej, sorry, ampak tale vasica, ki jo tamle vidiš v Afriki, to smo mi ustvarjali. Wow. Recimo, ali pa ne vem, ta gost, ki ga tukaj vidiš, to smo mi ustvarjali. Ta dog shelter, ki ga tukaj vidiš, to smo ga mi financirali. Ali pa pač lahko se gre za denar, sej doniraš lahko tudi druge stvari. No? Ja, ampak v tvojem primeru je denar pač means of operating, a ne, torej, da lahko funkcionirate in pa nek byproduct tega višjega smisla. Simona Sineka si ziher bral, oziroma poznaš, Start with Why. Ne? Seveda. Se mi zdi, da to je pač ta why, ki ga veliko ljudi išče, ker tudi on v svojem Golden Circle of Marketing reče, se pravi, what, how, why, ne? Skoraj vsa podjetja vejo, kaj je njihov what, torej kaj delajo, malo manj jih ve, kaj je njihov how, torej kako to delajo, zelo malo jih pa ve, kaj je njihov why, torej zakaj to delajo. Da bi bil nek deeper meaning od zadaj. Se mi zdi, da mora to v tem človek tudi ful razmišljati. Včasih ljudje, ki berejo recimo pač take knjige, se mi zdi, da čutijo preveč pritiska, da bi to mogli že oni imeti, da bi mogli že poštekati. Zakva jaz tega še ne vem. Jaz sem tekom Trisleta, v prvem letu, jaz tudi, kva sem jaz vedel, kva počnem. Jaz tudi sam pri sebi nisem imel teh stvari razčiščen. Valjda sem poznal koncepte, pa tudi, ne vem, Start with Why knjigo sem prebral, Sem se pa premikal, a ne? Premikati se moraš,
Ja. Vedel si, da ne glede na to, a zmagaš ali zgubiš, se vedno premikaš naprej. Ker če ne probaš, se ne premakneš nikamor. Ne? Ja. In ta movement je ta, ki ti pač riše pot sproti. Je pa zelo dobro imeti ta why močno definiran, kot ga imaš ti. S vsakim projektom, ki ga delam približno isto stvar. Sam na nek drugačen način pomagam svetu. In to ti daje pol smisel in zaradi tega pač ne obupaš. Ja, pa to se mi zdi pomembno, da dovoliti sam sebi, da nisi perfekt. Yes. In again tudi to, da te bojo ljudje judžali, ker nisi perfekt in hočeš, sploh v našem primeru, mi so tudi medijsko pač kakorkoli bolj podvrženi in dobrim zgodbam in teorijam zarote, da tako rečem. In imamo tudi pač negativne članke o nas, pa tudi negativne. Povej mi enega. Eden je bil dosti začetka, prvo let, ker tudi jaz nisem takrat tudi moralno, etično, tudi jaz nisem čisto razčiščen, če to, kar dela počnemo, a je to dejansko, a je to prav, kar delamo ali ne. Moralno. Ja, če je to moralno. Ja. Pa lahko tudi mogoče spomnim, kako sem si razčistil te stvari. Ampak sem imel... Povej. Da se najprej na tole novinarsko zadevo, se ni edina, se eno sem, da tudi čez Božič smo en nemški prez dal čez, 2 meseca so mi pošiljali vprašanje. Pač to se sprejmem, it's your job, ok, v redu, jaz ti bom pač najbolj korektno odgovoril, kakor lahko, tako si zdaj rečem. Takrat si pa nisem tako rekel, takrat sem se pa počutil ogroženega. Branni mehanizem vključen. Itak, zato ker jaz nisem bil suveren v tem, kar počnem. Jaz nisem bil samozavesten in tam me bo konce. Proma, po eni strani. Ja, proma. Tip ima prav, natagujem ljudi. Ne. To, kar delamo, ni ok. Kako šel čez to? Kako sem šel čez to? Čez en simpel, spet, to je bil proces. Ja. Da sem jaz to sprocesiral in pač tukaj je bolj še družina hrovat, mešetari, ne vem, pač nek tak naslov je bil. Jaz sem bil sam tako, ok, v redu. Razumem, pač it's your job, kliks, ok, cool. Pač v redu. Kva so rekli? Kaj je bil članek? Je na ta način, koliko malo dejansko dajemo za drevesa, pa da kupujemo kitajsko robo, kar je bilo res. To je bil test, a ne? To je bil test. Mi smo pač, naš tot proces je vedno tak, don't do it perfectly, daj ven, boš videl, kaj se zgodi. In mi v tistem trenutku, mi se nismo ukvarjali z izdelavo zapestnic. Mi smo pač naročili en majhen bed zapestnic z Kitajske, da smo videli, če to sploh lahko gre skozi. Slab bi pa 3 leta razvijali izdelek, pa bi bil pa flop. In takrat je pač šlo skozi. In še isti let smo začeli delati svoje zapestnice, narejene v Sloveniji. Ampak sej imel je fair point. Ampak pač medija niti ne bom omenil, ker je pač to bolj rumeni medij. No. Ampak kakorkoli je pa odmeven. Te stvari se te dotaknejo. Kako sem pa sam, takrat sem jaz ful začel razmišljati o tem, če je to, kar počnemo, dejansko pač moralno, etično, ali je to dejansko sporno. In ne vem, moj tot proces se klede čisto simpel. Ljudje tradicionalno gledano. Ja. Družbeno sprejemljivo je, če podjetnik, kakorkoli lastnik podjetja, kakorkoli bogati na račun izsiljevanja, izkoriščanja ljudi, izkoriščanja narave, izkoriščanja živali celo. To je socialno sprejemljivo. Podjetništvo, to so podjetniki, a ne? Tako, sploh neka slovenska mentaliteta, to so podjetniki. Ta model ima milijone na računu. A jaz pa ne smem iz podjetništva delati dober, pa s tem obogateti. Pa fakt, po mojem mnenju, mogli bi to najbolj plačani ljudje na svetu. Fakt je. Te, ki delajo dober, pa zakaj ne vem, jaz nažalost te priložnosti še nisem imel, ampak si želim, da bi jo imel. Zakaj programer, ki dela za nek higher cost, zakaj on ne bi imel 10 evrov plače? Zakaj pa on ne sme imeti? Programer v farmacevtskem podjetju ima pa lahko. Zakaj? Zato, ker je tam več denarja. Ja, več denarja že, ampak socialno to ni sprejemljivo. Kako je to možno, kam dajete denar? Če hočeš imeti best people, pač
mogel jih boš plačati. A ne? In valjda, da je boljše, da plačaš tega programerja, zato da pač da bo delal za higher cost. In to sem mogel pri sebi razčistiti, da to, kar počnemo, ne samo, da ni moralno sporno, ampak je edini pravi način podjetništva, če želiš narediti spremembo. Jaz pač podjetništvo vidim kot, jaz nimam denarja. Jaz nimam denarja, ki bi ga lahko doniral. In kako lahko drugače denarja pridem, kakor tako, da ga neko stvaram. Ne morem drugače. In to je edini način, ki ga poznam, pa ne samo, da mi je moralno nesporen, dojemam ga kot edinega pravilnega za zelo hitre spremembe v svetu. Okay. Tako. A si vedno na okolje tako gledal? V kakšnem smislu? Tako že kot otrok, a si tako, a si se zavedal, kako pomembno je, da ne vem, smeti grejo v smeti, da ne mečeš flaše čez okno. A je nekaj takega, ki se je naučil, ali si vedno? To bojo pa sošolci vedeli. Kaj? Ja, jaz sem čegumije za njimi poberal, ni da ni. Deni. Ja, to je bila osnovna šola že. Ja. Si že takrat to čutil? Res. Ja, ne vem, kva je bila fora, pojma nimam. Pač jaz sem bil, ne vem, nekako. Ma ja, bil sem, ne vem, nenavadno podvržen temu, da so se me te stvari dotikale. Zdaj ne vem, a je to decisive faktor za to, ker delam to, ampak definitivno pa prispeva k temu, da sem občutljiv in da vem, da lahko obstaja svet tudi, ki tega nima. Tako, na ta način razmišljam. Hodo. Ne razmišljam o tem, koliko je bed, ko ljudje mečejo čegumije, ampak lahko bi bil tudi svet, ki, ne vem, se čegumije razgradijo. Tak svet bi lahko. Ja, razumem. Lepo. Ker se mi zdi, da, tako, da je kar tako malo nek tak tvoj default, pa ne, da zdaj se to od tebe pričakuje, ampak tako, da je to pač del tebe. A ne? In je zanimivo, kako se že v otroštvu se je to kazalo na nek tak način. V takih malenkostih se je, čeprav sem bil trmast otrok. Ja, nima veze. Se ta trma ti pa pri podjetništvu malo bolj pomaga. Ne? Pomaga, ja. Dej povej mi še tole. Zdaj, podjetništvo nekako je nekaj, kar ljudje ponavadi, zdaj bom tako malo posplošil, ampak se ga lotijo potem, ko za nekoga recimo delajo. Ne? Reče, zdaj bom pa jaz nekaj delal zase. In to se mi zdi, da se je začel v zadnjih letih malo glorifijati, torej poveličevati. Ne? Da te ljudje, ki to naredijo, so pa zdaj, oni so pa cari, pa ne vem, kako se, da je to edini način, kako se more stvari delati. Ne? Ja. Ti si se odločil pred kratkim za malo kontraverzijo temu in se odločil, da boš začel za nekoga drugega delati. Daj mi to povej. Ti si imel to kontraizkušnjo, ne? Jaz sem imel kontraizkušnjo. Jaz sem delal za podjetje in zdaj sem sem se začel postavljati na svoje noge in začel graditi nekaj svojega. Ja, jaz nikoli nisem delal za nobenega drugega, kakor znotraj nekih sistemov, ki sem jih ali jaz postavljal sam zase ali mogoče z neko mini ekipo. Je pa res, edini moj job do zdaj je bil 14 dni UNICEF-a. Jaz sem bil ta model, ki je prosil za številko kartice na ulici. Ja, in takrat sem prvič se zavedel, da znam prodajati. Ja, ta prvi teden sem dobil povišico. Wow. Ja, pač hard job. Full hard. Ja, ljudje so mi mogli na ulici bančno kartico dati v roke, da sem jaz pripisal podatke na listek papirja. Ja, da so subscribali za 10-15 evrov na mesec. Takrat sem tudi razumel, da znam prodajati. Je bilo pa ta moje zaposleno obdobje zelo kratko, 14 dni sem delal. Zakaj si nehal? In sem si kupil prvo Casio uro. Zakaj si nehal? Nisem mogel več, bom rekel, kar trpeti tega, da se recimo jaz trudim za neko stvar, medtem ko recimo čisto konkretno v tem konkretnem primeru brezdomci ne razumejo tega, da pač sem tam za nek drug kos. In pač nisem mogel več trpeti tega, da me vsak dan dobesedno nadirajo brezdomci, zato ker tega denarja ne dam njim. Pač jaz sem en človek. Če bi imel toliko denarja na svetu, bi ga lahko vsem dal. Pa pač ne moramo. Ne moramo. In v tistem trenutku, ok, sem bil študent, kakorkoli niti nisem razmišljal o teh stvarih, ampak by the way, jaz tudi v osebnem življenju ne doniram denarja. Zelo redko se zgodi, da doniram denar. Jaz tudi ne, stare. Zdaj sem ful eno dobro stvar slišal. Lahko 3 stvari doniraš in to mi je pol malo tudi tako. Eno je,
ko je že treasure, se pravi denara, ne? Talent, se pravi, da nekoga za namesto nekoga drugega nekaj narediš, ali pa time. Jaz doniram time, sem v bistvu gotovo. Recimo, to danes je donacija mojega časa. Recimo, to, ne vem, brezplačen obisk nekega festivala, da pač povem, kako razmišljamo, je donacija mojega časa. In to, da vdam, da, ne vem, 2 uri sestavljam odgovore na vprašanja od novinarja, jaz sem ful hvaležen za te stvari, to je donacija mojega časa, zato ker verjamem, da lahko koga spodbudim, da bi tudi on na ta način razmišljal. To je donacija mojega časa. In sem gotovo, mislim, zame je to, dokler nimam pač tog denarja, da bi dejansko lahko vplival na svet, kaj če, ne vem, 1 evro donira to, a dejansko, ne vem, meni se ne zdi to da bom spremenil človekovo življenje, ne vem, ne bom, a ne. Na ta način pa lahko ful, zdaj le, ne vem, najin podcast bo poslušal veliko več ljudi, kot če bi jaz doniral, ne vem, 10 evrov za brezdomce. In potencialno bo imel najin podcast veliko večji pozitiven učinek, kot to, a ne. Ker bojo več ljudi bo slišali, recimo za to, kako mi da razmišljava, kakšen ga bomo morbiti spodbudila in bo ta model tudi si čez 10 let rekel, zakaj pa jaz tudi mogoče ne bi to v 3, 4, 5 štarta biznis in, ne vem, 500,000 v dobrodelne namene zaradi njegovega biznisa. Zanimiv pogled. Nisem ga še zelo lepo si mi v besedu tudi to, kar jaz delam, ne, ker me folk malo čuden gleda, kad naredim zastonj webinar, pa zastonj pa unga mentoriram, pa tega mentoriram, pa to dajem. Zakva to delaš zastonj? Pismo. Ne? Že to, da me vprašaš to, a bi ti šel sploh razlagati, ampak to si ful lepo povedal. To je v bistvu moja donacija nekomu. Ne? Zakaj bi mogla biti donacija sam z denarjem? Ja, pa vse se bo tudi povrnil. Hvala Bogu, da ima pač tudi nek pol, to je tisto, ko so se prej pogovarjali. Če ti imaš, če nekaj pač sam deliš, šeraš, ne vem, ali pa ne vem, koga inspiriraš. Hvala Bogu, da se to enkrat finančno povrne, tudi pa, ne vem, da dobiš kakšno stranko zaradi tega. Aleluja, kaj, ne vem, vrhunsko, win-win situacija. Ja. Kva bi si svetoval pri 20-ih? Če bi zdaj lahko sporočilo nazaj poslal. Ni to dolgo časa nazaj. Ja, sem res. Koliko? 10 let? Ne. Ja, 9 let. 10 let. Okay. Kaj ni? Ni na lajfa. Pa drugače, sem malo razmišljal, kaj bi dejansko sam sebi v preteklosti, kaj so to, pa ne vem, če bi sam tem sem razmišljal, da ne jemljem stvari toliko resno. Sam to, da ne rabim imeti za vsako stvar pričakovanja do te mere, da moram biti above average. A pa ne samo above average, da moram biti boljši kot vsi ostali. Tak sem bil v šoli, tak sem v podjetništvu, tak sem bil v športu. Ni treba, da je vedno tako. Tudi v podjetništvu, kaj narobe, če, ne vem, si 4. v državnem prvenstvu. Lej, it's ok, sej ni bed, ali zaradi tega, ne vem, slab živel ali pa ne vem kaj tazga. Lahko si za nekoga je državno prvenstvo uspeh, za nekoga Liga prvakov ni uspeh. A štekaš? Ja. Pač malo si, ne vem, da ne jemljem to resno storiti, samo to. Da je igra. Včasih izgubiš, včasih zmagaš. Ja. Kaj pa potrpežljivost? Zdaj veliko je teh sploh mladih podjetnikov, ki jih ti tudi srečuješ, jaz jih srečujem. Se mi zdi, da dosti manjka. Ja, se to moram tudi, ne vem, mislim, da to je tudi constant battle, se to ga ima tudi midva, sigurno še zdaj ga ima velikrat ta constant battle. Jaz se moram skozi se moram upominjati na to. Meni je tega ful primanjkval. Vse mi še zdaj primanjkuje. Jaz bi si želel, da bi šle stvari ful hitreje, kakor gre, ampak nekako mogoče je dejansko zdaj prvi let, da pa mogoče malo razumem, kva to pomeni, ampak ne moram biti brihta na tem področju, ker nisem, težko se opišem kot zelo potrpežljivega človeka, ampak počasi mi postaja, ne vem, malo bolj jasno, da lih ta aspekt, da mogoče ti bo vzelo 10 let, mogoče 20 let, mogoče pa 3 leta, ampak šanse za to, da ti bo uspel v 2 letih so zelo majhne. Mogoče lahko povežava s tem, da, kar si prej rekel, torej potrpežljivost nekako povezati s tem, da stvari ne jemlješ tako resno. Ja, to. Da se kle velika mera potrpežljivosti začne graditi, ker si malo več časa daš zase, pa rečeš, dej, malo zadihi miško. Točno to, ja. Točno to. Vse zato je pač tudi ena taka moja izkušnja,
Da sem prvič v življenju tudi sprejel službo, no, to mogoče sem še hotla. Ja. Lih iz tega nekaj samozavedanja, da sem mlad, se mi nikamor ne mudi in da lahko probam tudi kakšno novo stvar, da vidim, kako drugi delajo, da nisem nekih v mojih okvirih. Mogoče imam jaz ene butaste vzorce, ki jih pač ponavljam, mogoče zaradi tega počas gremo konc koncev tudi. Ali pa ni bilo prilike do tog dobre, ki se ti je zdaj ponudila, ne? In si dejansko pustil vsa ta pričakovanja, ne, jaz sem podjetnik, ne star, jaz hočem to novo izkušnjo. Ker šel si delati v podjetje, ki je tako, mislim, nam rekel taktično, ampak strateško ful dobro zate, ker se boš veliko stvari naučil, ki jih boš pa lahko sam delal, ne? Ja, čez nek background, začel sem v bistvu pred kratkim delati za švicarsko podjetje, ki je v trajnostnih oblačilih, se pravi v niši trajnostnih oblačil, imenuje se Nick & Clothing. Tudi 3 let pivotiramo v trajnostna oblačila in v tistem trenutku, se pravi pol leta nazaj, ko smo sprejeli po novem letu, ko smo sprejeli to odločitev oziroma dokončno par mesecev nazaj, sem nekako razmišljal, mogoče je pa zdaj tudi prilika, da pa jaz kaj spoznam nekaj, kar je izven tega, kar jaz ustvarjam. Ja. Kje se bom več naučil? Dejansko, mislim, na mizi sem imel celo potencialno investicijo za 3 let, ampak še danes bi jo sprejel, če ne bi videl, kje lahko se več naučim. To je bil moj thought process. Ampak ja, valjda, ne za vsako ceno. Ne? Pač vse, ne vem, imam nek expectation tudi do sebe, česa si konc koncev tudi jaz želim, da od tazga podjetja dobim. Jaz sebe pojmujem kot vrhunskega igralca. Ja. In pač to mi da tudi mogoče šanso, da sfiltriram nepotrebne stvari, ki jih pred 3 leti smo počeli ali nekaj. Ful eni dobrih stvari vidim na tem. A misliš, da bi več podjetnikov, sploh teh, ki so dokaj na začetku svoje poti ali pa tudi ne, mogli biti odprti za take zadeve in dejansko je to zelo lepa strateška poteza, da nekaj tazga narediš, pridobiš znanje in pol nadaljuješ s svojim projektom. Misliš, da bi več ljudi mogli o tem razmišljati? Definitivno si puščati odprte možnosti. Malo v podjetništvu se mogoče je malo ta jock mentality, da zdaj si podjetnik in je pod tvojo častjo, da bi delal za nekoga drugega, ali kako mi rečem. Ampak ne vem, mene to pač zgrešen. Jaz sem, moram reči, kar malo trpel, ker nisem imel te izkušnje. Ja. Tako da definitivno, ne vem, mene to the way to go. Ampak sej, kar mi je ful pomemben, je tudi to, recimo, jaz podjetnika razumem, spet šport. Founder je coach. Tvoja ekipa bo toliko dobra, kakor ti znaš coachati, voditi ljudi. Delati boljše. Ja, ampak lahko je pa ta coach v resnici sploh ni dober coach. Lahko je pa, ne vem, boljši igralec ali pa najboljši kapetan. In prav to sem razmišljal. Jaz sem bil jak kapetan. Res sem bil hud kapetan. Mogoče pa nisem tako dober coach. Pa tudi to bo v redu. Mogoče bom pa spoznal podjetništvo super, ne vem, founder bit, untret, ne vem, nek konstantno miganje untret. Mi paše tudi. Ampak mogoče sem pa lahko, imam še večji impact lahko, če sem dober kapetan. In tudi v niši je taki, ne? Tega se vas zdaj dotaknila, in sicer trajnost. Je velik del tvojega purposa, kako bi temu rekel. Ne? In ti v bistvu s to potezo, kar delaš, dobivaš več informacij, kako se trajnost iti in kako jo pač povezati z nekim podjetništvom, da jo lahko, da pomagaš lahko pri temu. Daj mi povej, kaj tebi pomeni trajnost? V prvi vrsti bi trajnost opisal kot neko življenjsko zmernost. To je ful tak odprt pojem. Trajnost je, malo mi gre na živce, ko ima o trajnosti vsak posameznik lahko neko mnenje. To je znanost. Prežvečena beseda. Ja, pač to je znanost. Jaz ne pametujem v fiziki in tudi ne bom pametoval o tem, kaj je najbolj narediti za to, da bomo postali trajnostni. Ne vem. Ne ukvarjam se s tem področjem. Jaz sem v osnovi podjetnik, sam nekaj dobrega hoče delati. Ampak zame v osnovi, recimo, kako se jaz držim neke trajnosti v vsakdanjem življenju, je pač zmernost pri kupovanju stvari, zmernost pri
pri tem, kaj jem. Ne vem, ne rabimo 3-krat na dan mesa jesti. Pač to je dejstvo, da ni zdrav ne za človeka, še manj za naravo. Pa to ni posameznikova krivda, pač človeštvo se ni prilagodilo na to hitro rast populacije. In oziroma smo se prilagodili na malo napačen način in je pač distribucija hrane napačna, za ljudi gre za krmo živali. To, da tisto, kar kupaš, naj bo boljš, pa to drž kolikor časa lahko. Pa naj bo to telefon, naj bo to avto. Ok, jaz osebno imam s partnerjem 2 avtomobila, zato ker pač on se vozi v službo, jaz ga rabam, ampak jaz imam še zmeraj to prvo avto, moj Berlingo. Ja, ti si pivo razvažal. Ja, pivo sem razvažal. 15 let star avto. Zdaj so ga še spremenila, ima camping box noter. To je to. In to je to, recimo, to je primer tega. Se pravi, ne biti toliko v potrošniškem mindsetu, ta zahodna mentaliteta, Američani so itak ogabni, kar se tega tiče. Ker sem bil tam v Ameriki, v Walmartu, mi je tip nabal 20 vrečk plastičnih za, ne vem, po moje 20 stvari, vse v svojo vrečko, in sem bil tako, what the fuck, se mi gremo. Po drugi strani pa kle, se mi zdi, da smo kar ozaveščeni glede tega. No? Ali pa sam, ne vem, ljudi okoli mene so tok. Ker moja žena, recimo, njen cilj, njena novoletna zaobljuba je bila, da plastiko eliminirava iz uporabe doma. Oh, wow. Ja, vrečke, ščetke, itd. Vse take zadeve. Sva rekla, ok, kje lahko narediva prve korake. Ne zdaj na silo, ampak tako, vodva zavestno okoli tega in tukaj se je res vsaka je čast. No? Tako ful se mi zdelo lepo, veš, da na tak način razmišlja, kaj ste takrat še nisem. Nisem sploh dojemal, kaj delam s tem vrečkami in vsem. Ja. Je pa ful dobro, ker si omenil, recimo plastično vrečko. No, to je en primer, ker plastična vrečka sama po sebi ni slaba, zdaj se bo to tako sliša, ampak dajmo vzeti to kot nek ne striktno okoljski primer, ampak slaba je zato, ker jo uporabimo samo enkrat. Ja. Če ti to vrečko držiš in uporabljaš kolikor časa lahko, to je. Zmanjšaš svoj negativen vpliv. Jaz tako pač trajnost je, ki jo jaz dojemam, ni fora, da jih 10 ljudi dela perfektno, ampak da milijone ljudi trajnost dela nepopolno. Se pravi, good enough. Boljš kakor včeraj. Yes. Ni treba, da smo jutri vsi vegani pa zero waste. To ne bo šlo, to je vsem jasno, da svet ne poteka tako. Ampak neke san te, da manj je več, pa boljš držimo dlje. To je to, plastična vrečka, če nekdo uporablja 100-krat, kapo dol, ni spet toliko slaba, itak, pustimo. Ampak govorim čisto en primer. Ja, ampak to si lepo povedal, da dejansko ne iskati perfekcije, pa zdaj misliti, da moraš iti all in ekstremist biti, ne vem kašen, ampak samo biti zavesten, da s tem, da ti ne vržeš stran nečesa, kar je še uporabno, narediš nekaj lepega, nekaj dobrega. In isto je z recimo hrano, ki ti ustane. Ta je bil v Masterchefu, ne vem, si gledal Masterchef? Ja, sem gledal, ja. Nik. Ja. Vsakemu čast. Dober primer, evo. Res, mislim, zaradi tega je bil meni on tako prva klasa. Dober primer, ja. Ker je pokazal v praksi, kaj se vse da narediti stvari, ki ti dejansko si vrgu stran. In je tako spet je ena informacija iz okolja, ki ti je dana in pol se ti lahko odločiš, kaj boš zdaj naredil. Kaj Morpheus, ki ti da 2 tabletke, ena rdeča in ena modra. Ali boš še kar ignoriral to, pa bil pač zombi, ali boš vzel na to drugo tabletko pa rekel, ok, v redu, zdaj pa jaz lahko nekaj naredim tudi v svoji moči. Ja, pa spet, dovolici, da nisi popoln. Ja. Sem pa od Bagole, sem bral knjigo, lih na tej točki, ker nisem točno vedel, kaj bom naredil. In dejansko ful mi je bilo dobro, ker sem prav sebe videl v tem opisu, zakaj si nalagamo ta legacy pritisk samega nase, da bomo mi zdaj rešili svet, jaz bom rešil svet. To je pač nek ego, ki ti govori. Če pogledam isto pri trajnosti, mi izboljšujemo, to je fora, da izboljšujemo, da si danes smo boljši, kot si bil včeraj. Ja. In če se to nadaljuje pa še na naslednje generacije, pač na potomce, recimo, na mojega psa. Recimo,
bojo šle stvari na boljš. Ni fora, da bomo mi in naša generacija pa zdaj rešili to, ne vem, ta drek, ki smo ga podedvali, ali kako ne rečem. Ampak lahko pa postavimo vzorce, ki jih naši starši pa pač recimo prastarši niso imeli in bojo šli naprej. Do the best you can. Ne? Točno to. En lep primer je tako, pač prav, oči so se mi zarosile, ker sem ga slišal oziroma videl, ozavestil. Drevo, ki otroci sedijo pod senco na domačem vrtu. Ne? Ta drevo je zasadil nekdo dolg nazaj, ki ga zdaj ni več mogoče. In takrat on je nekako vedel, kaj dela, je pa tudi vedel, da tega ne bo videl. In to se mi zdi nekaj tazga, zelo lepega, kar lahko povežemo mogoče s trajnostjo. Ne? Ja. To je to. Ful lepo. To je to. Lepo. Ja, ne bo easy fixov, ne. Ja, mislim, zelo lepo si mi rekel, ker sem hotel malo sprovocirati, pa iti v kakšne conspiracy teorije, ne? Greta, global warming, itd. Pa si mi zelo lepo rekel, lej, to so stvari, ki so vedno narejene negativno na clickbait zadevo in se jih ne bi pač tako dotikal, ker nimam znanja oziroma niti želje po temu, da bi se pač v teh stvareh navigiral. Raj se fokusiram na se in delam to, kar jaz mislim, da je najbolj za svet. Pa kar najbolj znam. Ja, in to bi bilo ful dobro. In zato sem tudi rekel, lej, prav, greva v druge tematike. Pač imela sva res dobre. Lepo si pač povzemal zadeve in dal svoje primere. Tako da mislim, da tudi flow je bil dober. Kaj bi ti rekel? Dober, a ne? Ne bi bilo da vez, da se niso o trajnosti pogovarjali. Preveč, ne? Ne, to mi je bilo super, zato ker se pravi, pustimo vse in to debato pač res strokovnjakom, mi pa pač lahko naredimo sam najboljš, kar lahko in to je to. Ja, okay. Ne rabimo biti svetniki. Res je. Če bi lahko eno stvar spremenil na svetu, kaj bi bilo? Da bi bil prvi instinkt človeka, da človeku, ki stoji pred njim, zaupa. Ne zaupa. Se pravi, da ljudje delujejo iz zaupanja. To bi naredil. Zato, ker verjamem, da bi bil svet veliko lepši. In tudi jaz verjamem v profitabilnost zaupanja. Kaj to pomeni? Če mi nekdo neki, ne vem, random človek ali pa karkoli neki ponuja ali karkoli, bom pač to sprejel. Ali pa karkoli se mi dogaja v življenju, bom to sprejel, zato ker zaupam temu človeku, da ima dobre namene. 9 out of 10, verjamem, se bo zgodilo, da ima ta človek dejansko dobre namene. Ja, enkrat se bom pa opekel, ampak a sem v plusu? Res je. Sem. Lepo. Pač, to bi želel, da ljudje niso skeptični okrog vsega, kar se dogaja, pa da pač enostavno zaupamo en drugemu. To se mi zdi, da je bilo ful dobro. Mislim, da tudi nekaj za to delaš s tem, da si ti zaupanja vreden, ne? Da sem jaz zaupanja vreden. Veš, mislim, da na ta način lahko to spremembo tudi pozitivno delamo v svetu. Da bojo ljudje bolj odprti, zato jim bojo bolj zaupali. Več, ko bo ljudi, ki so zaupanja vredni, večji bo ta faktor in profitabilnost zaupanja. Ne? Tako da keep doing what you're doing, my man. Kaj si rekel? Faktor? Zaupanja. Ja, faktor profitabilnosti. Profitabilnosti zaupanja. Veš, kaj si včasih zmišljal, kakšno besedo in 9 od 10 mi jih naratate, 10 je pa dobra. Evo, bravo. Ej, Mika, hvala ti, da si se oglasil. Ful sem vesel, da smo imeli tokle lep pogovor, lepo te je bilo videti po dolgem cajtu. Z veseljem, kaj ne rečem. Mislim, da velikrat so se družila, tudi kakšne dobre debate so imela, ampak takole čas si vzeti, pa dejansko sam za to nameniti, mi je bilo pa ful. Se mi zdi, da so oba uživala v tem. Definitivno. Premalkrat, ampak. Yep. A bi koga pozdravil, kaj dodal za konc? Nisem nič kaj veliko v resnici razmišljal. Nič pač. Mogoče zaključna misel, da purpose pa impact. Včasih je sam dost, da si good guy. Nič drugega. Sam, da si good guy in to je to. To se mi zdi, da ljudje ful pozabljamo. Dober človek. Ja, dober človek pa za nek inner circle, ki ga imaš. Nič drugega, nek za notranji krog ljudi, ker nekdo te, isto iz fuzbala, nekdo te gleda za ozornika, pa ne veš kdo. Yes. Ne veš kdo. Za kapetana je jasno, da ga večina ljudi vidi kot ozornika. Ampak tiskaj pa dobil samo en glas za kapetana. On pa ne ve, kdo od soigralcev ga vidi kot ozornika. No, on mora biti najboljši zaradi tega enega, ki ne ve, kdo je. Wow.
Bravo. In pač to pomeni, to je tisto, kar jaz vidim, da si sam v vsakodnevnem življenju pač nek good guy in je to. Bravo. Nič. Hvala ti. Hvala.